Z novim turističnim sloganom pa je te dni presenetila Albanija. Mnenja o njem ter o spotu, v katerem se pojavi Liam Neeson iz filma Taken oziroma Ugrabljena, so deljena. Le zakaj? I will find you. Marco from Trobuja. You've made people of the world think that Wilbellians are criminals, thugs, and always on the lookout for daughters to kidnap. Well, maybe it's time for us to show you our specific set of skills. Take you on a plane, because we think you will be taken by Albania. Tako je, albanski turistični slogan se lahko prevede kot "Naj te Albanija ugrabi". Kar je ne samo precej lahkomiselno, ampak tudi precej stereotipno. Edini bolj stereotipen slogan bi bil "Albanija, boste za tu ali za sabo". Ali pa Albanija, s kečapom ali brez kečapom. In medtem ko Slovenci še vedno uporabljamo turistični slogan I feel Slovenija, se je oglaševalski strokovnjak za nas domislil boljše rešitve. 10-12 let nazaj je eden izmed najbolj znanih ustvarjalcev glasnih sporočil Joakim Jonasson prišel v Slovenijo, bil navdušen nad njo in nam predlagal turistični slogan Ne hodite v Slovenijo, zato ker je hotel, da vse njene lepote obdrži zase. Ideja ni slaba. Napišemo jim "Ne hodite v Slovenijo" in li zaradi tega bi prišli, ker smo jim rekli, da ne smejo. Baje se hoče s podobnim sloganom "Ne nas volt" za prihajajoče evropske volitve poigrati tudi stranka SMC. Na obali Atlantika se je potopila ladja z 2000 Audi in Porscheji. Tragičen dogodek, se bomo vsi strinjali, je tako? Je pa res, da bojo znanstveniki lahko po zaslugi te tragedije dobili odgovor na prastaro vprašanje, ali so ribe pleh pičke ali ne. V Rusiji pa so minuli teden poskušali podreti rekord v najbolj množičnem smučanju v kopalkah. Žal pa jim to ni uspelo, tako da rekord ostaja v Rusiji. Ta novica bila lahko bolj ruska samo, če vsi udeleženci bili na dopingu, eden izmed njih bi umrl zaradi zastrupitve s polonijem, dogodka pa bi se udeležil tudi predsednik Putin. Švicarski strokovnjaki pa so ugotovili, da pri siru Emmentalec na zorenje najbolj ugodno vpliva predvajanje hip-hopa. Kar je zanimivo, ker tako kot Emmentalec tudi najstniki, ki poslušajo hip-hop, pogosto končajo z luknjami. S tem, da Emmentalec v nasprotju z njimi vsaj dozori. Saj pozna ura, no, saj. Morski biologi pa so iz želodca poginulega kita odstranili 40 kg plastičnih vrečk, kar potrjuje dejstvo, da diete niso tako varne, kot nekateri mislijo. Čeprav je v tem primeru dieta dostavila točno to, kar je obljubljala. Postavo za na plažo. Če je morska voda nevarna za kite, pa vsaj pitna voda ni nevarna za Slovence, ki se lahko pohvalimo z dejstvom, da ima večji del države čisto pitno vodo. Kar 92% Slovencev pije kakovostno vodo. Natančneje tisti, ki pijejo vodo iz javnega vodovoda. Tako je, varne tekočine v Sloveniji uživajo tisti, ki pijejo iz javnega vodovoda. Nevarne tekočine pa uživajo tisti, ki pijejo direktno iz vodnjakov na Gorenjskem, iz zasebnih vrtin pri Prekmurju in iz sodov na Štajerskem. Stranski učinki so lahko slabost, dvojni vid in razbita stekla na maricah. Tako, za konec oddaje pa še izjava tedna, ki tokrat prihaja iz ust profesorja na fakulteti za arhitekturo. Najhujše je pa pravzaprav v odprti krajini, kjer plakati zares nimajo kaj iskati. Človek si zamisli, kaj si mislijo srne. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!